Pozdravljeni v Grosuplju na drugem zborovanju Modrost je most. Upam, da bo ratalo tradicionalno. Vse slovensko, to je tudi namen. Namen zborovanj Modrost je most je to, da bi se ljudje, ki raziskujejo različna področja našega življenja, našo zgodovino, našo sedanjost, lahko skupaj predstavljali javnosti. Pred časom je bilo v Kobaridu, je že bila konferenca, ki se je, kakor jaz vem, nekako po tem covidu končala. In to je pač eden poskus, nadaljnji poskus začetka novega združevanja, novega zborovanja. Zborovanje smo dali naslov, ker smo iskali slovensko besedo namesto konferenco. In če se zberemo, zborujemo, se pogovarjamo in upam, da bo komunikacija obojesmerna. Čeprav bomo tukaj na odru se predstavili z nekimi predavanji in na koncu okroglo mizo, bo pa vmes dovolj časa za pogovore individualne in v času okrogle mize tudi vaše spraševanje. Lansko leto je bilo naslov Modrost naših prednikov, kjer smo se ozirali v preteklost. Letos sem dala naslov Modrost vedencev in veht. Zakaj? Zato, ker smo, kar vi, verjamem, vsi dobro veste, v res prelomnih časih, ko ne rabimo več samo znanja. Znanje je super, znanje je odličen pripomoček za raziskovanje našega sveta, ampak znanje ni več dovolj. Odpira se prostor za vedenje, za modrost in vednost. In zakaj sem dala vedence in vehte skupaj? Preprosto. Če greš po svetu med ljudstva, ki še živijo naravno življenje, imajo vsi nekako dve vlogi v družbi. Eni so tisti, ki so šamani, tisti, ki prestopajo svetove in so nekako duhovni voditelji skupnosti, poleg poglavarjev nekih plemen. Drugi pa so zdravilci, kuraderji, skratka. In v naši kulturi, če se spomnimo vsi našega Kekca in Vandota, ki ohranja, sicer na malo obskuren način, še vedno ti dve vlogi iz naše preteklosti. Šamanov, pač to je siberska beseda pri nas, kot Simon raziskuje, so to kresniki, lahko so to veduni, vidoni, to so dehnari, skratka različna poimenovanja, ali kurenti, skratka različna poimenovanja za tiste, ki so vedeli, ki so videli več od tega, kar je fizičnim očem dostopno. In potem so bile pehte, vehte, tiste, ki so znale zdraviti, tiste, ki so vedele, da za vsako bolezen rosca raste. In ne glede na to, da jih je družba, posvetna in svetna, porinila v obskurnost in so iz vedencev postali bedanci in bedanci, iz veht pa so postale pehte, če samo nemško besedo peh se spomnimo, pomeni nekaj slabega, slabo, in sta tudi bedanci in pehta predstavljena kot obskurna, zanemarjena človeka, ki živita na pol divje na robu družbe, pravzaprav že v gozdu, v gorah, pa vendar pehta ima rožico, ki pozdravi slepo mojco, da spregleda. In mislim, da je čas, da si vsi dovolimo odpreti oko, tisto eno oko, in da vsi spregledamo. Upam, da bomo en majhen kamenček k temu pridodali tudi danes. Če pogledamo samo, kaj bomo
danes počeli. Prav je, da prvo predavanje imam jaz in pogledali bomo, kdo smo, širjenje zavesti in zavedanja, malo bomo šli v te nefizične sfere in na koncu tisti, ki bo želel, bomo naredili tudi eno skupno vajo vizualizacije, meditacije vizualizacije. Za mano se bo predstavil Metod Žunec z bogatim znanjem o bogatstvu našega jezika, slovenskega jezika. Že lani smo ga poslušali na tem odru in vem, da bo letos izjemno, kar bo tukaj predstavljal premierno, a ne? Tega še ni nikjer objavil in predstavil, tako da imamo čast. In da ne bo vse teorija, za njim pride Jernej Zorec, ki bo določena vedenja, ki jih raziskuje Metod, predstavil s svojim vinom Vinol, tudi premierno, letos prvič, a ne? Seveda ga bomo lahko degustirali potem. Normalno je, da za Jernejem sledi daljši odmor. Za degustacijo, da se malo spočijemo in se podružimo, lahko kaj tudi pojemo in popijemo. Nato nadaljuje Simon Prosen, njega tudi že poznate od lanskega leta. Letos bo govoril o postavi, uvod v slovensko duhovnost. Zanimivo, ne? Simon bo pa povedal, da je to njegov termin, njegova skovanka, slovenska duhovnost in bo, verjamem, tudi zelo natančno povedal, zakaj. Sledi Marta Svetina Veder, pridružila se nam bo malce kasneje z super predavanjem o magičnih obredih po izročilu Zgornje Savinjske doline. Skratka, tako kot v Posočju, tako tudi na drugih obronkih Slovenije, v malo bolj oddaljenih dolinah in hribih so se še ohranila določena stara izročila in Marta nam bo predstavila Zgornje Savinjsko dolino. Zaključuje predavanje pa Irma Dolinar, naša vehta današnjega dne, ki ima tukaj tudi veliko izdelkov iz narave, iz rastlin, bogastvo eteričnih olj in mazil in super predavanje. Na koncu pa seveda sledi zaključna okrogla miza, kjer bomo pozvali tudi vse vas, da se pridružite z vprašanji. Da pa ne boste delali zapiske, ne, da boste lažje poslušali, pa si lahko na koncu kupite tudi zbornik, v katerem so predstavljena vsa predavanja. Kot vemo, ne, nekaj napišeš, nekaj govoriš, ni nujno ena prekrivnost, tako da se splača vzeti in prebrati. Zdaj pa sledi prvo predavanje. Kdo smo? Širjenje zavesti in zavedanje razsežnosti. Kaj naj o tem govorim? Verjetno ste se vprašali, ko ste videli ta naslov. In tudi jaz, ko sem razmišljala, o čem naj govorim na tej konferenci, na tem zborovanju, sem se odločila, da v tistem, o čemer v zadnjih letih največ raziskujem. In raziskujem človeka, kdo sem, kdo smo kot človek, raziskujem, kdo sem, kdo smo kot človeštvo, kot ljudje, in raziskujem, kaj sploh je naš svet, kakšen je svet,
fizične, nefizične, družbene, vse te ravni. In ker smo danes na enem izjemnem prehodu dvigovanja zavesti, ker smo danes na prehodu, v katerem mnogi govorijo, da prehajamo iz 3D v 5D, in ker mi je poleti en prijatelj, ko sva se pogovarjala, rekel, ja, toliko se dogaja, ampak jaz ničesar ne morem razumeti, pač tehnični tip človeka. Rekel, ja, se hodim na neke meditacije, na neke vizualizacije, ampak meni nič ne uspeva, ker si nič ne znam predstavljati. Rekel, daj ti meni povej, tako nariš, da bom jaz vedel, o čem vi vsi govorite, da bom jaz lahko sledil. No, skratka, vsa ta izhodišča sem vzela kot izhodišče, kot povod za otvoritveno predavanje. Skratka, kdo sem kot človek, posameznik? Ali sem ubogo, ponižno, Boga boječe bitje, kakor nas učijo religije vse po svetu? In ali sem bitje, ki se mora ves čas boriti z drugimi v boju za preživetje, za vere, bitje, ki je neka anomalija narave, ki ga moramo dočipirati. To, kar nas danes transhumanisti vodijo. Ali smo to? Ali sem človek kot posameznik? To. Ali pa sem mogočen kreator? Tudi o tem veliko slišimo. Drugo. Kdo sem kot rod, kot narod? Če poslušamo uradne doktrine zgodovinarjev, družboslovcev, družbenikov, skratka tisti, ki postavljajo našo družbeno realnost, nam pravijo, da smo prišleki na ta prostor, tam nekje 6. 7. stoletje, nekje iz močveri Pripjatskih nižin, ničesar nimamo za pokazati in pravzaprav smo za hlapce rojeni in za hlapce vzgojeni. To nas učijo, ne? In če smo taki, seveda prav, da nam drugi vladajo, z veseljem predajamo suverenost drugim. Lahko vzamemo to. Ali pa smo potomci mogočnega roda, ki ta prostor naseljuje že stoletja, tisočletja dolgo. Ima bogato zgodovino in če pogledamo tudi zgodovinske vere, nekaj pisane v našem jeziku, več pa v tujih jezikih, tistih, ki so takrat bili, gotovimo, da smo staroselci na tem področju in imamo bogato zgodovino. Začutite, kje imamo moč. Ali si nek bogi pritepenc, ali si pa potomec mogočnega roda. Tudi Metod bo potem govoril v slovenščini, kako bogat jezik imamo, ni naključje, ne? To ne more nek neizobražen pritepenc prenesti tako bogato sporočilo. In tretja, kdo sem, oziroma kdo smo kot človek, kot človeštvo na najširši kolektivni ravni. Skratka, podobno kot v prvem vprašanju, kdo sem kot posameznik. Ali smo res ljudje tisti, ki smo rakovo tkivo tega planeta, ki ga je prav, da se ga iztrebi, ki je prav, da se ga pretvori v cyborge, skratka v nekaj umetnega, sintetičnega, kar so plani, ali pa smo mogočni kreatorji z neslutenimi sposobnostmi, ki se nam odpirajo. In v zadnjih letih, desetletjih, mnogi ljudje dobivajo sposobnosti, odpirajo se jim perspektive, videnja, gledanja, ki jih še ne znajo ali pa ne znamo umestiti. Skratka, levo, desno, dve poti,
obe sta vzporedni, izbiramo obe poti. Eni izbirajo prvo pot in ostajajo v temu rečemo 3D, drugi, verjamem, da vsi, ki smo tukaj, drugače tukaj ne bi bili, izbiramo drugo pot. In je prav, da se opolnomočimo in da opolnomočimo tudi druge. Skratka, te spremembe, ki danes, dober dan, kar izvolite, te spremembe, ki danes tukaj so, od nas zahtevajo, ali pa nas vodijo, nas rinejo, nas vlečejo, kakorkoli že pogledamo, spremembo perspektive gledanja. Odučiti se moramo vsega, kar smo bili naučeni in tako, ker tista stale slikca lepo pokaže, perspektiva. Ali smo neka gosenica, ki hodi v krogu, v špirali ves čas in misli, da se nikamor ne premakne, ampak, ko spremenimo perspektivo, vidimo, da ves čas napreduje in nekega dne spregleda oziroma se transformira v popolnoma novo bitje, ki je še vedno isto, ampak novo bitje. Tole poznate. To ste že videli ali pa brali v kakšni knjigi. To je en poskus, ki ga je nek profesor na enem izpitu dal študentom in jih je vprašal, da napišejo o tem, kaj vidijo. In so pisali. In kaj so opisovali? Opisovali so tole malo pikico. In ta mala pikica je tisto znano, tisto vidno, realnost, ki jo poznamo, v katero smo zaplankani in za katero mislimo, da je vse, kar je. Vse ostalo pa je neznano in nevidno. In samo od nas je odvisno, ali si upamo iti na potovanje. Če ste gledali film Trumanov šov, Truman se po dolgih preizkušnjah enkrat vendarle odloči, se usede na barko in gre iz mesta, v katerem je celo življenje živel, na morje. Po nevihtah in vseh pripetljajih, ki naj bi bili naravni. In niso bili, se je zaletel v nebo. In spoznal je, da svet ni tak, kakor je mislil, ampak da je vse kulisa, da je vse matrica, bi v današnjem besednjaku rekli. Pač filmsko je pač malo drugače kot studio prikazan. In danes smo tukaj, ali si upamo stopiti ven iz nam znanega, kakor so nam povedali. Ampak, ko stopimo ven, kaj je zunaj? Za tisto zunaj ni še zemljevidov. Tisto zunaj si ne znamo predstavljati. Pa samo za eno prispodobo. Predstavljajte si, da ste slišali, da obstaja Južna Amerika, pa predvidevamo, da nismo bili še tam, ampak predstavljajte. Nekdo vam reče, obstaja Južna Amerika, in reče, obstaja Južna Amerika, ker sem že slišal, da obstaja. In potem se podajo njegovi znanci v Južno Ameriko. Pride prvi nazaj in govori o bujnem rastlinju amazonskega gozda. Ko si tam, jaz sem bila, bujno rastlinje, prideš nazaj in poveš, kakšna je Južna Amerika. Gre drugi, gre na altiplano, visoko planoto, altiplano, pride nazaj, razloži vse, kaj je tam. Dve različni zgodbi. A govorimo o Južni Ameriki. In ta tretji, ki pride ravno iz karnevala v Rio de Janeiro. In pa na nas se vprašamo. Ne verjamem. Vsi so šli v Južno Ameriko in govorijo različne stvari. To ni res. Tako je, ko se podajamo zdaj v presežno. Ko se podajamo, ko se nam odpirajo oko za
ko se nam odpirajo načini potovanja v presežno in vsakdo prinaša svojo izkustvo. Vsakdo prinaša svojo spoznavno resničnost prehoda v presežno. Zdaj pa lahko smo mi tisti kritiki in skeptiki, nejeverni Tomaži, ki rečemo, ne, poenotite se, pa bomo pa mi vam verjeli, ali pa začnemo zlagati počas zemljevid skupaj. En po en. In tudi stoletja nazaj, ko so oblikovali prve zemljevide, govorimo o tistih, kakor nas jih učijo, so bili to zelo skope skice, opisi, če jih danes gledamo, so nekateri res v narekovajih povsem zgrešeni, pa vendar so dovolj natančni, da so vsi našli svojo pot. In tako moramo zdaj stopati v tisto neznano, ki sem ga prej tukaj pokazala. Stopamo v neznano. In ko stopamo v neznano, kaj je naše vesolje? Pa rečemo vesolje, to je vse, kar je. Lahko rečemo, da je to nek mrtev prostor, ali pa rečemo, da je zavest. Zame je vesolje zavest. In recimo prav ta razlika, ali je mrtev prostor fizične realnosti, ali je zavest, kaže tudi na razliko med tem, kako ti dojemaš svet, ali kot entropičnega, ali kot sintropičnega. Recimo naš rojak Andrej Detela, tudi na tem odru smo ga 2 leti nazaj poslušali, nam predstavlja sintropijo. Sintropijo, ki jo ljudje ne razumejo. Ne razumejo pa zato, ker razmišljajo v ozkih okvirih. Metod bo pa kasneje razlagal o olju. Tudi vino tukaj, vinol je olj, pač v malo drugačni manifestaciji. In naša beseda, vesolje, tudi angleško olj, napiše se olj je vse, govori, da vesolje je vse. Ves olj je. Druga beseda pa vsemerje. V ruščini je mer ima 2 pomena, svet in mer. Skratka, spet druga beseda, ves svet je. Vsi svetovi. In če vzamem še definicijo Karla de Gržana, ko so ga vprašali, kaj je Bog, in je rekel, pač ena od definicij, sem zavest v zavesti zavesti. To zgoščeno, popolnoma natančno opiše vse, kar je. Zavest kot vesolje in vse posamičnosti kot zavestna bitja, tudi mi. Pa če pogledamo čisto na hitro, malo te perspektive pa dimenzije. Našega sveta, kakor se nas učijo v šoli, kakor se uradna znanost definira. Ena perspektiva je gledanje v vesolje. Imamo planet Zemlja, imamo naše osončje, namerno sem ga pokazala v majčkeno bolj dinamični perspektivi, ne tisto elipsasto statično, ampak v gibanju. Imamo galaksije, galaktične kopice, skratka, kamorkoli gledamo, to je uradna podoba vesolja. Koliko od tega je empirično dokazljivega? Moramo uporabiti kar veliko desne možganske polovice razumevanja, da se podamo v razsežnosti in prostranstva temu, kar rečemo vesolje. Na drugi strani pogledamo v kvantni svet. Imamo materijo, molekule, atome, gremo na podatomske delce, protone, kvarke in na koncu pridemo do strun. Nihanje, ni več materije, nihanje, frekvenca. Tretjo pogledamo, uradna znanost govori, da je naše vesolje 11-dimenzionalno. To ni nekaj novega. Prvi je 120 let nazaj Albert Einstein definiral, da je
naš prostor čas, kot štiridimenzionalni prostor čas. Kmalu za njem so pa začeli fiziki in matematiki izračunavati, da ja, vse v bistvu so štiri, ampak za štiri je premalo dimenzij, rabimo več prostorskih dimenzij. 40 let nazaj v raziskovanju teorij strun, skratka v 80 letih, so ugotovili, izračunali, da se enačbe izidejo, če upoštevamo 10-dimenzionalno vesolje in skratka še 10 let kasneje, skratka leta 1995, torej 30 let nazaj od danes, so ugotovili, da je naše vesolje 11-dimenzionalno, pri katerem pač fiziki in matematiki pravijo, da je to ena dimenzija je časovna, 3 dimenzije so prostorske in jim te rečejo odprte prostorske dimenzije in preostali so, temu rečejo, zaprte dimenzije. Ampak uradna znanost, fizika in matematika, že 30-40 let nazaj govori o 10 oziroma 11-dimenzionalnem vesolju. Kaj mi vidimo? Če pogledamo vse, kar je pač vibracija, je samo en mali delček, 0,05% vidnega, kar človek s svojimi očmi zaznava od, rečemo temu, fizične realnosti, energetsko-fizične realnosti našega vesolja. Vse ostalo je našim očem nevidno. In znotraj teh 0,05% mi dejansko vidimo zelo malo, ker naši možgani so tako selektivni, da iz množice informacij, ki jih dobivamo, vzamejo, sprejmejo, vidijo, skratka, samo en mali segmentek. Če torej pogledamo pač iz tega uradnega dela, vidimo, da ne vidimo nič. Vidimo, da ne vidimo nič od tega, kar nas obkroža. In če se zdaj pogledamo samo še človeka, kakor ga psihologi pa nevroznanstveniki malo definirajo. Psihologi govorijo, da v budnem stanju naš zavedni del predstavlja samo 10%, 90% našega delovanja pa poganjajo programi, vzorci vedenja, naša podzavest. Skratka, smo ves čas na avtopilotu. Ampak to je čas, ko smo budni. Potem pa govorijo še o višjih stanjih zavesti, ker če ste kaj psihologijo študirali, ste ziher slišali ego, super ego, id, ki ne sodijo v teh 100%, višje stanje zavesti sploh ne sodijo v teh 10%. Potem z Jungom je prišlo kolektivno nezavedno, kolektivna zavest in tako naprej. Pa so potem, ko so še nevrozdravstveniki se zraven vključili, so ugotovili, da pač v tem budnem stanju so možgansko valovanje, skratka spet frekvence, tako kot smo imeli tam pri fiziki, 12 do 36 hercov. Pa so potem se pojavili razna alfa možgansko valovanje, kjer smo bolj umirjeni, kjer se naša koncentracija dvigne in tako naprej. Pa ste slišali o teta možganskem valovanju, tam, ko gremo do določene regresije ali pa meditacije, kjer se nam odpirajo videnja in spoznavanja marsikaj. Ampak recimo, to so pač 8 poimenovanih valovanj možganskih, ki so jih izmerili in jih tudi empirično dokazali. Kjer je zanimivo, tale Y možgansko valovanje, kjer bi pač rekli, da je človek mrtev. 0 do 0,5 hercov. Skratka, ko je ustavljeno. Človek ne razmišlja, ustavi se bitje srca, skratka možgani so mrtvi. Pa vendar so menihi,
ki so prakticirali, ki so jih merili, bili popolnoma zavestni vsega stanja. In na drugi strani pridemo do lambda, 100 do 200 hercev. Predstavljajte si, ko vi spremenite frekvenco možganskih valovanj, kaj vse lahko vidite, zaznavate. Bistveno več kot v tem beta stanju. Pa gremo zdaj, še širimo v te dimenzije. O auri ste večinoma že slišali, aura, obstret je slovenska beseda, biopolje, odvisno, kakor govorimo. Pa da poslušam jaz tistega mojega prijatelja, ki je rekel, da si nič ne zna predstavljati, pa ena prijateljica tudi, ki je rekla, daj mi ti enkrat nariši to auro, kaj vse je. In recimo sem vzela tole pač eno interpretacijo od Barbare Brennan, ki razčleni anatomijo človeka in pravi, da poleg fizičnega telesa obstajajo še na fizični ravni, še eterično, emocionalno in mentalno telo, potem je astralna raven, kjer imamo astralno telo in duhovno-spiritualna raven, kjer pač ona 3 dodatna telesa predstavlja. Skratka, kdo sem? Ali sem samo fizični človek, ki komunicira in opazuje fizično realnost, ali začenjamo svojo pozornost, svoje zaznavanje prenašati tudi v druge ravni tega, kar mi smo, ker kaj pomeni raven obstoja? To je tam, kjer obstajamo, kjer jaz sem. Jaz sem in začnemo čutiti in delovati in prehajati lahko v različnih ravnih. In tako kot je na ravni človeka, tudi cel svet, tudi zemlja, tudi prostor je sestavljen iz različnih ravni. Pa sem spet vzela eno izmed rečemo kategorizacij, kjer je 9 ravni. Ena supranalna raven, kamor umeščajo duha, naš duhovni jaz. Če smo kot človek imamo svoj duhovni del, svoje duhovno telo in če obstaja cela raven obstoja, se lahko po tej ravni premikamo. Pa je optimalna, kamor umeščajo recimo tudi našo kolektivno raven, kjer smo povezani z vsem, kar je, kjer smo povezani tudi z našimi predniki, kjer komuniciramo in so naši predniki povezani z nami. Je seveda fizična, pač to raven vsi poznamo, naše fizično telo oziroma zemeljski 3D, kakor mu rečemo. Potem astralna raven, čemu rečejo naš nefizični jaz. Po tej ravni lahko potujemo, po tej ravni potujejo vsi šamani, ali pa če ste imeli vi kakšna astralna potovanja, ste z astralnim telesom potovali po astralni ravni, tukaj lahko delamo astralne projekcije, tisti, ki ste brali recimo Anastazijo od Megreja, ki potuje okrog pač z astralnim telesom po astralni ravni. To so upoštevali vedanci, šamani, kakorkoli že v starih ljudstvih, ko so šli na lov in je šaman astralno potoval, da je ugotovil, kje so določene živali, da so lovci jih šli iskati. Meni je najbolj zanimiva kavzalna raven. Zakaj? Zaradi tega, ker na fizični ravni smo mi navajeni, da vse moraš fizično narediti in skušamo fizično spremeniti tudi drugega človeka. Ko se pogovarjamo, ko delamo neke spremembe, jih skušamo uveljaviti na fizični ravni, ker smo navajeni na fizični ravni delovati. Ampak, če se zavedamo, da imamo tudi kavzalno raven in kavzalna raven tudi cel planet, pač beseda sama kavzalna, pač vzrok in posledica, to je raven tako imenovanega učinka valovanja. Slišali ste za efekt, naprimer, tega metulja, ko pravijo, ko metulj na eni strani planeta zamahne s krili, na drugi strani planeta nastane orkan. Tako delamo tudi mi. Ko delamo na sebi, ko spremeniš nekaj na sebi, se začne to valovanje prenašati povsod, na vseh ostalih. Zaradi tega modreci vedno rečejo, spreminjaj sebe in spreminjal boš svet. To delamo na kavzalni ravni. To delamo tudi danes. In seveda pa emocionalna, mentalna, eterična mogoče zanimiva
v tem kontekstu tisti, ki delate kreacije, meditacije, kreacije, se dela to pač na eterični ravni, ker eterična raven je zelo podobna že fizični in na eterični ravni, bom dala samo za primer. Če ste kdaj gledali recimo rastline in ste gledali obstrete aure rastlin, ne? To so pač neke tehnike, ki ti pomagajo gledati auro, ne? In gledaš in vidiš okrog recimo rastline že nek tak bel ali pa zelenkast, odvisno kakor vidite obstret. Potem pa, če natančno gledate, se ta obstret pojavi že preden rastlina recimo naredi neko vitico, nek listek. Skratka, najprej se na eterični ravni postavi struktura, oblika, potem pa še na fizični izraste. In tudi, ko delamo recimo različne meditacije, kreacije, ne, kjer gremo v misli, skratka delamo z mislimi, začnemo delati na eterični ravni in začnemo zlagati neko materijo. In če boste brali razne biografije ali pa avtobiografije različnih znanstvenikov pa velikih mož naše zgodovine, bojo vsi razlagali, kako so kreirali nekaj novega, kako so raziskovali, pa lahko greste Teslo brati, Da Vincija, kogarkoli že, oni ti povejo, sicer v besedah, ki so jih takrat uporabljali, v stavkih, ki so takrat uporabljali, ampak kreirajo v eterični ravni. Mentalna plus eterična raven, potem se prezemlji v fizično. Ok, zdaj smo videli na strani fizike, na strani pač anatomije ravni bivanja, da je razsežnost cel kup. Če pogledamo samo, kako so naši predniki svet dojemali, večinoma, da poenostavim, trodimenzionalno. In so rekli, to je naš svet, srednji svet je Zemlja, potem so zgornji svetovi, svet bogov, nebesa, kakorkoli, in spodnji svetovi. Zakaj sem to sliko postavila? Zato, ker so nas ves čas vzgajali, učili, da je pot v nebesa, zdaj se pač uporabljam pač samo terminologijo, skozi trpljenje in skozi pekel. Če ste brali kaj o šamanizmu ali pa če ste bili pri šamanih, večina šamanov uči šamane, skozi spodnji svet se napreduje v zgornji svet. Recimo, ko sem bila jaz v Amazoniji pri šamanih in smo se, tam nas je bilo 24 tujcev in smo se potem pač tudi malo pogovarjali o svojih lastnih izkušnjah. In meni je bilo ves čas čudno, ker jaz nisem imela izkustva potovanja v spodnje svetove. Ostali, pač tistimi, ki sem se pogovarjala, nisem se z vsemi 24, pač vsi so šli v spodnji svet. Pač htonski svetovi, svetovi demonov. Jaz sem šla takoj v zgornji svet in mi ni bilo jasno, sem rekla, okej, ne. Ampak to je uradno učenje šamanizma. Čez spodnje svetove se gre v zgornje svetove. To nas tudi naše religije uči. Recimo, Dante, Božanska komedija, pot je skozi pekel, vica v nebesa. To nas tudi vse religije učijo, ko nas učijo o ponižnosti in o tem, kako majhni in ubogi smo ljudje, ne. Skozi trpljenje se pride do zveličanja enkrat. Sem se z enim župnikom enkrat pogovarjala in pač ni imel nobene mistične izkušnje, ne, in na koncu je bil že čisto živčen, ne, ker jaz sem jih pač imela, ne, pa nisem religiozna, ne, in ga je pač to malo ziritiralo. Rekel, a ti misliš, da si že zveličena? V zveličanje se pride šele po smrti. To je svet trpljenja in odrekanja. V redu. To je ona prva pot, kdo sem kot človek. Ampak ne, lahko izberemo drugo pot. Izberemo lahko pot direktno v svetlobo in delamo svetlobo. Ne rabimo se ukvarjati s temo. Temo moramo transformirati, ker jo vsi imamo. In tako pridemo do teh famoznih
3D, 5D, o katerem vsi govorijo, ne, o dimenzijah. Kam bomo zdaj šli? Nikamor ne bomo šli. Spreminja se vibracija, spreminja se frekvenca. In ko raziskuješ ustroj sveta, spet slika ni moja, sliko sem pobrala po eni avtorici, ki različne ravni, ona jim reče, tudi ona, denzitete, označi do 9, pravi, od 0 do 9. Navzgor in kakor zgoraj, tako spodaj, do 9 navzdol. Kaj denziteta pomeni? Denziteta je pač en izraz, ker v slovenščino še ni prevedljiv in pač kar iz density uporabljajo denziteta, je različna gostota, subtilnost. In na vsaki tej denziteti so vse tiste prejšnje ravni obstoja, ki sem prej razlagala, tudi fizična. In če gremo iz 3D, ne, iz tretje denzitete v 5. denziteto, smo še vedno v istem prostoru. Nikamor ne gremo, samo vibracija se spremeni, postane manj gosta. Ne? Lažja, ali pa rečemo, imamo več svetlobe kot teme, smo lahkotnejši, tako kot sem prej prvo slikico pokazala, tisto gosenico pa metulja. Metulj je lažji, leta, gosenica pač je gostejša, se hrani z listi. To sliko sem pokazala še z enega zornega kota, ne. Meni je zelo, zelo pomagala pri razumevanju tega, kaj nas stari spisi in stara učenja učijo. Ko vsi govorijo o tem, kako je treba trpeti, kako so bogovi jezni, kako jih je treba poslušati, take in drugačne, ampak če razumeš, oziroma če pogledaš, da smo živeli v dobi teme, ne, pač hindujci rečejo Kali Juga, drugi pač rečejo drugače. In tako, kot sem čisto na prvi sliki tam pri fiziki pokazala, tudi fizika pravi, samo 5% našega vesolja je svetla, vidna materija, svetla materija. 95% je temna materija in temna energija. V duhovnih šolah pač govorijo malo drugačno razmerje, ampak rečejo, da je recimo okrog 20% svetlobe in okrog 80% teme. Govorimo zdaj pač o fizični realnosti Zemlje. In če se zdaj ta svetloba jača, in če se zdaj tema manjša, in če se zdaj vibracija dviguje, se seveda vse spreminja. Ampak se ne spreminja vse za vse, ker človek je bitje svobodne volje. Eni izbirajo realnost 3D, transhumanizem, trpljenje, razčlovečenje, tako in drugačno. Drugi izbiramo pač svet opolnomočenosti. Pa da malo pogledamo ta svet opolnomočenosti, bom jaz malo pohitela tukaj. Če ugotovimo, da smo človek so svobodno voljo, ki izbiramo, da se neposredno povezujemo. Povezujemo s kom in s čim. Naši predniki, mogoče bo tudi Simon več o tem povedal, so za razliko od mnogo drugih, predvsem pa od vseh geografsko okoli nas, so se zelo povezovali z naravo in niso imeli panteona bogov. Naši predniki so se povezovali z naravo neposredno. Naši predniki so znali potovati neposredno in so imeli mnoge sposobnosti.
kdaj ta zadnji Dehner, kakor pač uradno piše, umrl, ki je znal delati vreme? Leta 55. Ampak, kaj pomeni delati vreme? Pa dam tukaj en primer. Jaz sem se majčkeno bolj ozavestila, kaj sploh pomeni komunikacija s prostorom par let nazaj, ko sem bila v Altiplanu, to je pač slikca. Preden smo šli na potovanje na staroselsko ljudstvo in učenje, smo morali narediti obred povezave s prostorom. To je bil pač nekajurni obred v eni dolini z dvema šamanoma, šaman in šamanka. Dobiti smo mogli dovoljenje od vseh, ki v tem prostoru bivajo. Od prostora samega, od biti v tem prostoru in pač od ljudi. In takrat je bilo nekaj zelo zanimivega. Ko je šaman poklical vodo, oni spoštljivo rečejo apuji, to so dedje in babice, ker so že one let pred nami bili tukaj. Ko je poklical vodo, je začel padati dež. Ko je poklical ogenj, na dveh straneh neba začelo bliskati. Ko je poklical veter, začel pihati veter. Sem pri zemlji se ni nič zgodilo. Mi smo samo vkopani gledali. In potem, ko se je ogenj malo preveč razplantel, ker je malo preveč že treskal, je ta šamanka pač se obrnila, nekaj pihnila in res se je ustavil. Je tam ostal, ni se več približeval. Še zmeraj treskal na polno, ampak ni bilo več približevanja. Potem smo mi ta obred izpeljali do konca, dobili vse dovoljenje, prebral vse je bilo v redu. Naslednji šok je bil, ko se je poslovil. Rekel hvala, babica voda, adijo. V trenutku nehala padati dež. Ko se je poslovil od vetra, v trenutku nehal pihati veter in ko se je poslovil od ognja, seveda v trenutku nehalo bliskati. Pri zemlji spet ni nič. Mi smo bili čisto šokirani. Ampak, če temu ne prisostvuješ, je težko verjeti. Pa se je še ponovil tudi na naslednjih obredih, ne? Ampak recimo to bil ta prvi. Ampak ne, se na takih in drugačnih delavnicah, situacijah marsikaj človek nauči, ampak ali to ostane samo kot neka zgodbica, ali pa to vzameš kot nekaj, kar si usvojil. In tako je bilo 2 leti nazaj, leta pol, leta 23, ko tiste ujme, povodni, treskanja, če se spomnite. In je tudi pri nas treskalo. Takrat sem se jaz spomnila na ta učenja. Pa še na vse ostalo, ne. Pa dajmo probati, ne. In sem se lepo usedla, sem naredila povezavo, se povezala in naslovila, tako ko sem se tam učila, babico vodo, deda veter in deda ogenj. In jim lepo rekla, da na mojem prostoru, kjer sem jaz lastnik, kar je eden od zakonov, kjer si ti lastnik, je tvoja suverena pravica, če jo vzameš. Skratka, na mojem prostoru ne dovoljujem besnenja ognja, skratka strel, ne dovoljujem toče in ne dovoljujem orkanskih vetrov. Lahko ste drugačne. Seveda sem doživela šok, ker se je takoj nehal. V parih sekundah, ko sem izrekla, je nehala padati toča, grmenje niper, se je ustavil, skratka je bilo učinek dosežen. Ampak naš um rabi potrditev. To je mogoče slučaj. Ampak tisto poletje je bilo tega vsak dan, konstantno.
In tako sem se jaz vsak dan povezala. In vsak dan je bilo v minuti obvod. Skratka, ustvarjamo realnost v realnosti. Zihar ste že slišali, delamo realnosti v realnosti. Kjer imaš ti suvereno pravico, lahko vzameš. In kjer imaš ti suvereno pravico, ne rabiš ne prositi, ne moledovati, tam si ti gospodar. To sem pač takrat večkrat ponavljala. En večer je bilo pa res izjemno močno neurje, pa mi en prijatelj iz Ljubljane pošlje posnetek besnenja v Ljubljani in rekel, glej, vam gre. In res je bilo besnenje. Pa sem ponovila, spet sem se povezala z vsemi elementi, tako je deloval, to, če je nehal padati, nas je obšlo iz obeh strani, ampak zanimivo je tukaj bilo nekaj drugega. Proces se ni zaključil, ko sem jaz umirila, ampak me je odnesel, skratka, v druge razsežnosti, ko so mi vsi trije odgovorili. Tako voda, tako ogenj, kot veter. Telepatska komunikacija, ampak smo se začeli pogovarjati. In takrat sem se jaz povezala, pa lahko temu rečemo zolom, z zavestjo česarkoli, ne vem s čem, komunikacija. In gotovim, da to ni njihovo besnenje, ampak da so zmanipulirani, da je v ozadju nekdo drug. Rečem, aha, pa to niste vi. Takrat je začela biti ta prava komunikacija. Ja, ne, skratka, ni problem. Ne bom več tukaj na dolgo razlagala, malce lahko v zborniku preberete, ampak kaj hočem tukaj povedati? Mi vsi imamo moč. Če se postavimo v ono drugo pozicijo, ne tisto, sem Bog jaz, sem nek prišlek, sem nepopolno bitje, sem tisti, ki sem odrezan od višjega jaza, od zavesti, od božanskega, česarkoli, govorimo o absolutnem, ne govorimo zdaj o teh antropomorfnih bogovih, ki pač to niso, ne? Ampak ali sem Bog jaz, ki moledujem, ki prosim, ki molim, ki naprošam, ali pa sem tam, kjer sem suveren, jaz gospodar. To lahko vsak naredi. Če lahko jaz, lahko vsak. Ampak da to naredimo, moramo najprej razrešiti te programe. Ne moramo biti več bogi mali človeček. Ne moramo biti to, kar nas učijo religije, ne moramo biti to, kar nas uči družba. Razrešiti moramo. Počas, enega po enega. In v nasprotju s tistim prvim primerom v Altiplanu, kjer sem bila jaz gost na tujem ozemlju, ker sem mogla zaprositi, na svojem ne rabiš prositi. In če se zdaj obrnemo na tisto drugo vprašanje, kdo smo kot rod, kot narod, naš rodni prostor. Ali smo tukaj, zdaj ubogi človečki, ki samo čakamo, kaj nam bojo povedali, v narekovaju, gospodarji iz Bruslja, gospodarji iz Amerike, gospodarji iz kjerkoli, ali pa v podjetjih lastniki iz kjerkoli že, ne? Ali pa bomo poslušali, da smo itak tam enkrat iz enih močveri prelezali sem, skratka, nimamo pravzaprav avtohtone pravice, ali pa se ozavestimo, da smo pač potomci rodu, ki je že tisočletja tukaj in ima avtohtono pravico. Torej ne rabimo ničesar prositi, rabimo delati. Suvereno. Če želimo na kolektivni ravni. Naš rodni prostor, berite malo knjige, ki jih pišejo raziskovalci naše zgodovine, je mnogo širši, kot samo ena majčkana Slovenija, čemur danes rečemo Slovenija. In zgodovinsko mnogo globje seže. Če nič drugega, če ničemer drugom ne verjamete, poglejte jezik,
kakšno bogatstvo je slovenščine v primerjavi z bogimi novodobnimi jeziki okoliških narodov, ki so kobajagi danes močni, pa pravzaprav niso tako, ne? Ali pa poglejte raziskave DNK-ja, ki nam prinašajo isto sporočilo. Skratka, ko gremo v svojo notranjo moč, se moramo zavedati, kaj ta moč je. To ni moč nad nečim, nad drugim. To je notranja moč, ki ne rabi nobene potrditve. In notranja moč spoštuje svobodno voljo drugega. Ne pusti pa si vzeti svoje suverenosti in svobodne volje. Malo kontemplirate, malo raziskujte, kaj beseda svoboda pomeni, kaj beseda suverenost pomeni, kaj pomeni notranja moč. In kaj lahko vsak od nas naredi? Cel kup razsežnosti smo do zdaj pogledali. Vsak lahko dela na fizični ravni. Vsak lahko skrbi za svoje fizično telo. Da je zdravo, vitalno. Da je zdravo, da pije zdravo, da se gibe. Skrbi za naš fizični prostor, tako naraven kot družben. Na fizični ravni lahko vsakdo dela, pa ne glede na to, ali kaj verjame od tega, ali nič, kar jaz govorim. Na čustveni ravni lahko vsakdo dela. Tukaj imamo cel kup travam, potlačenih čustev svojih na osebni ravni, na zgodovinski ravni naroda, na zgodovinski ravni človeštva. Vse predelati. In ko se sklapata fizična in čustvena raven, prej, ko smo govorili o ravneh obstoja, se danes sklapajo določene ravni in sklapata se recimo fizična in čustvena raven, prehod med njima se briše, kar se tudi danes, če pogledate v družbo, vidi, vse več ljudi čuti, vse več travm prihaja na površje, vse več travm zahteva transformacijo. Dovolimo si čutiti. Mi ne moramo zaznavati samo z mentalom. Mi moramo čutiti. In ves čas, vso zgodovino so nas učili ne čutiti. Če hočeš transformirati, moraš čutiti. Najprej čutiš seveda temo, blokade, ampak jih transformiraš, da prideš do razširjenega čutenja. In mentalna raven, ves čas nas učijo učenja skozi mental. Ampak mentalna raven je največja bariera, največja kletka, ker mi vemo. Ker vemo, ker smo se tako naučili, ker vsi tako govorijo in ne moremo čez. Psihologi temu rečejo kognitivna disonanca. Ne moreš čez. Ne na ravni posameznika, ne na ravni družbe. Na ravni družbe, tako kar rečejo, se premik zgodi, ko se prejšnja generacija umakne z tega planeta. Vsaj v znanosti pa v stroki je tako. Ampak to je čas, ko se moramo mi učiti, odučiti se, skratka s tem pa padajo naš ego, s tem padajo naše ustvarjene zunanje identitete in naučiti se moramo na novo. In zdaj pa, ali se učimo na novo, da bomo cyborgi, ali pa se učimo na novo, da bomo opolnomočeni, mogočni kreatorji. Vsak naj se samo odloči, čem bo dal pozornost, kamor gre naša pozornost, tja gre naša energija, tisto ustvarjamo. In da jaz zdaj to razpredanje zaključim. Tisti, ki želi, bi zdajle naredili eno vizualizacijo. Kdor pa ne želi, pa ima zdaj že odmor. V tej vizualizaciji, kdor bo ostal, se bomo pač povezali s sabo, s ravnjo prednikov, s prostorom, z matero zemljo in z verom. Tako, če smo že na tem čutenju drugih prostorov, vas povabim k temu, kdor pa ne, pa ne. Bo kdo
zapustil zdajle prostor? Ok. Jaz se bom tukaj zdaj usedla, ker bom mi žala, da bom kje padla. Vizualizacija bo vodena. S tem moramo vedeti, vsak dela na sebi, vsak dela sam. Nič, kar jaz govorim, ne vpliva na nobenega. Vsak dela izključno svojo povezavo in vsak se sam odloči, kaj bo spustil in česa ne bo spustil v sebe. To je prvo. Da so meje zelo jasne, da ne bi kakšen se čutil energijsko pač ogroženega. Ker je pomemben, dajajmo konsent. Tudi, ko hodimo na različne meditacije, tudi, ko hodimo k različnim ljudem, ki imajo določene sposobnosti, se moramo zavedati, da jim dajemo konsent, privolitev, da vstopajo v naš energijski prostor. In odločimo se, komu dovolimo vstop in komu ne. Skratka, ta vaja ni taka, ne? Tukaj pač ne posega nihče. Pri vsaki vaji, ki jo delamo, je pomemben, da si damo namero. Brez namere se pravzaprav nič ne zgodi. Dajmo si namero. Lahko si jo da vsak sam, lahko damo za današnji dan namero, odprimo se, vzamemo, kar je najboljše za mene, za tebe. Vsak si da pa v svojih mislih svojo lastno namero. Sprostite se, zaprite oči. In z dihanjem probajte umiriti svoje telo. Vdih, izdih. Ves čas probajte čutiti svoje telo. Dih, izdih. Zdaj svojo pozornost z vdihovanjem bele svetlobe usmerimo v srce. V srce vdihuje belo svetlobo. Z izdihom se ta svetloba razširi po našem telesu. Vdih v srce, izdih. Vdih bele svetlobe, izdih. Zdaj znotraj telesa pri vdihovanju povežimo srce z možgani, in s pleksusom. V telesu ustvarimo, rečemo temu tročan. Opazujmo, kako se znotraj našega telesa vrtinči svetlobna krogla. Z vsakim dihom je večja. Z vsakim dihom je širša. Začutite, kako se razširi na celotno telo. Celotno fizično in na vsa energijska telesa. To so zdaj varne meje znotraj tebe. Kamorkoli greš, zdaj svojo pozornostjo naprej, si varen, ker so tvoje meje postavljene
znotraj te svetlobne krogle. Zdaj se svojo pozornostjo usmeri za seboj, za hrbet. Zagledaš vrste ljudi, ki so tvoji predniki. S svojo pozornostjo pojdi mimo njih. Vrsta za vrsto. Dolge vrste tvojih prednikov stojijo za teboj. Greš dalje, dalje. Opazuješ njihovo stojnost. Opazuješ njihovo moč. Opazuješ njihovo modrost, ki so jo prelili v svojo kulturo, v svoje bivanje, v jezik, v vse, kar so nam svojim izročilom pustili. Hodiš nazaj, nazaj in neskončno zgrejo te vrste. Zdaj opaziš med temi ljudmi meglice, ki se vrtinčijo okoli njih. Mnogi jih skušajo in preizkušajo, a tvoj rod stoji. Greš daleč, daleč v zgodovino, stoletja, tisočletja in še kar jih ni konec. Zdaj opaziš, da vsakdo od njih v rokah drži belo zlato kroglico svetlobe in jo predaje tistim pred sabo. Obrne se in greš nazaj proti svojem telesu in opazuješ predajanje teh zlato-belih kroglic. Rod z rodom predaja zlato-belo kroglico svojim potomcem. Ko hodiš nazaj, opaziš, da med temi zlatimi kroglicami obstajajo zlate nitke, ki jih povezujejo. Čudovite so. In ti greš naprej proti svojemu telesu. In kar naenkrat opaziš, da tudi sam v rokah držiš tako zlato-belo kroglico. To je kroglica, ki v sebi nosi življenje in modrost. Modrost, ki se prenaša iz roda v rod. Ko prideš nazaj do svojega telesa, se ozri na svoj rod in se zahvali za to zlato kroglico. Zahvali se za življenje, zahvali se za modrost, ki so ti jo predali. Vzami to modrost, vzami življenje, a ničesar drugega. Vse travme, vse strahove, vso jezo, vse zamere, vse ostalo pusti. To ni tvoje. Pusti. To je njihovo. Vzami samo svetlobo modrosti in življenja in se vrni v svoje telo. Čuti, kako se mogočnost življenja in modrosti prednikov, ki si jih prinesel s seboj, zdaj širi po svojem telesu. Poskušaj začutiti svoje telo. Kako veliko je? Kje čutiš meje? Jih sploh še zaznavaš?
Zdaj pozornost usmeri na svoje srce in se spusti ob kanalu, ob hrbtenici navzdol. Spusti se navzdol do korenske čakre in od tam svojo pozornost kot neko korenino spusti globoko, globoko v zemljo. Spuščaš jo čez korensko čakro, spuščaš jo čez svoje podplate in segaš globoko, globoko, globoko v osrčje matere zemlje. Čuti, kako potuješ čez plasti zemlje, prav do osrčja, kjer opaziš mogočno, mehko, belo svetlobo. To je luč matere zemlje. Zdaj svojo pozornost usmeri še na dlani in z obeh dlani naj se kot korenina razveja energija do našega rodnega prostora. Poveži se z gorami. Začuti mogočnost gora, hribov naše domovine. Poveži se z vodo, poveži se s potoki, rekami, poveži se z jezeri, poveži se z morjem. Poveži se z gozdovi, travniki, planjavami. Poveži se s vsem življenjem na tem našem rodnem prostoru. Poveži se z bitji, elementali, silami narave. Vsakdo od njih ti po svoji volji da neko darilo. Vzami ga, če tako želiš. In se odpravi nazaj proti svojemu telesu. Začuti, kako iz globine zemlje, iz osrčja matere zemlje, se vračaš nazaj v svoje telo. Začuti, kako se vračaš iz vseh predelov in delčkov našega rodnega prostora. Začuti mogočno energijo, ki jo vnešaš in sprejmeš v svoje telo. Dvigne se skozi podplate, dvigne se skozi dlani, dvigne se ob hrbteničnem kanalu in se dviguje, dviguje, dviguje mimo srca. Nadaljuj pot navzgor. Ob hrbtenici se dvigni skozi glavo, skozi tretje oko, skozi kronsko čakro in se širi in dviguj navzgor. Čez vse ravni obstoja, fizično, čustveno, mentalno, eterično, astralno, duhovno, dušno, vse ravni. Pojdi naprej. Čez plasti svetlih in temnih pol se dviguješ, dviguješ vse do vera vsega, kar je. Mogočna, zlata svetloba, vera vsega, kar je. Vstopi v to svetlobo in si reči: sem del vera, del vsega, kar je. Napoji se zlato svetlobo. In se zdaj počasi vrni nazaj v svoje telo. Spusti se po isti poti nazaj, 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 do vrha glave,
in vstopi v svoje telo. Zdaj opazuj tokova. Iz vira teče mogočni žarek zlate svetlobe, napolnjuje tvoje telo in se spušča globoko, globoko navzdol v zemljo. Iz osrčja matere zemlje se dviguje mogočen bil žarek skozi tvoje telo navzgor proti viru. Kot mogočno drevo stojiš pretočen za vse energije stvarstva, za vse energije vesolja. Si v svojem telesu in poskušaj zaznati, začutiti, kje je tvoje telo. Čutiš meje? Ali jih ne več? Razprostran si čez vse ravni obstoja. Čuti to moč. Čuti to vse, kar je. To si ti. To je tvoja notranja moč. Zdaj počasi usmeri svojo pozornost na svoje fizično telo. Ožaj svojo pozornost in začuti svoje fizično telo. Začuti svoje roke, prste na rokah. Pomagaj si s telesom, pomigaj. Naj ti telo pomaga. Pomigaj s prsti na rokah, s celim rokam. Pomigaj s prsti na nogah, z nogam. Pomigaj s celim telesom. Začuti meje nazaj. Vrni se nazaj v svoje telo, fizično telo. In kot ko začutiš, počasi odpri svoje oči. Okay. Hvala, ker ste sodelovali v tej vaji. Upam, da ste začutili. Igrajte se s tem. Igrajte se s tem, kar ste. Bodite igrivi in plešite. In kot je zapisal Nietzsche, tistim, ki ne slišijo glasbe, se zdijo tisti, ki plešajo nori. Odprite ušesa in slišite glasbo. Hvala lepa. Zdaj pa ste si zaslužili odmor.